Naslednja zadeva, ki je za vas izvajalce tudi verjetno najbolj nova, je objava katastrskega postopka. Novi zakon zahteva, da geodetsko podjetje, preden začne izvedbo postopka na terenu, objavi katastrski postopek v informacijskem sistemu Kataster. V objavi morajo biti tudi vse sestavine, ki so naštete, se pravi v zakonu. Zdaj, objavo postopka začnete v bistvu s spremembo podatkov z elaboratom. V tej fazi, v tem zavihku, delate in rezervacije in objavo katastrskega postopka ter v tem zavihku tudi v bistvu prevzemate elaborat, ki ga potem oddajate na Gurs. Prva izmed vseh treh zadev v tem je objava katastrskega postopka. Objavo lahko naredite ročno, lahko pa tudi uvozite iz XML datoteke, katero kreirata obe zunanji aplikaciji za katastrske postopke, ki ste jih tam prednastavili. Se pravi, če probamo najprej narediti en ročni vnos. Objava zahteva, da se kreira številka objave, ta se kreira avtomatsko. Vnesti je treba, ali gre za podjetje ali gre za Gurs. V vašem primeru bo šlo za podjetje. Vpišete matično številko podjetja, kjer se potem ta podjetje tudi v bazi podjetij poišče, in pa številko pooblaščenca. Tako shranimo, potem pa gremo na sestavine objave. Recimo, da nam je naročnik naročil parcelacijo na svoji parceli, povedal vam je podatek, kje ta parcela leži, številko parcele in pa številko katastrske občine. Vi dodate postopek parcelacije. S plusom ga potrdite in kreiral se nam je nov postopek parcelacije. Sedaj je treba v ta postopek parcelacije dodati tudi parcelo naročnika. Vpišemo katastrsko občino. Izberemo, ali gre za parcelo, oziroma v primeru, da vpisujemo stavbo, pišemo lahko tudi stavbo, številka parcele in izberemo datum mejne obravnave. Zdaj naša bo 28. ob 8. Smo se zmenili, da bomo pri naročniku. In kreira se nam sestavina v postopku parcelacije. Zdaj, glede na to, da gre za parcelacijo, se vam bo verjetno zgodilo, da boste mogli tudi urejati katero izmed mej, kateri se bo parcelacija dotakla. Zato lahko tukaj pri objavi dodate še en katastrski postopek ureditve meje in mu dodate sestavino naročnika. In pa tudi sosednje. Zdaj, če boste kako več navedli, katera kasneje ne bo v obravnavi, ni nobenega problema. Večji problem je, če bi kako pozabili. Evo, recimo, da smo zdaj dodali naročnikovo parcelo in pa obe sosednje, v katerih se bomo parcelacijo dotaknili. Objavo nato z gumbom oddaj objavo tudi oddamo in zdaj je ta objava oddana. V primeru, da vi pridete na teren in ugotovite, lastnik ima na tej parceli tudi objekt in ga želi sedaj vpisati v kataster stavb, vi lahko enostavno dodate postopek vpisa stavbe in delov stavbe. Zdaj, v primeru, da date novo sestavino, v primeru, da stavba že ima registrski vpis in ima številko, dodajate
številko stavbe, v primeru, da vpisa še nima, dodate parcelo, na kateri leži stavba. No, lahko pa tudi, kot sem že prej omenil, celotno objavo dodamo iz XML datoteke. Kreirali smo jo iz zunanjo aplikacijo, jo dodamo, tukaj potrdimo in ta se nam avtomatsko izpolni. Postopek ureditve meje, noter so naročnikova parcela in vse, ki ste jih izbrali, kot da jih boste urejali. Parcelacija in pa vpis stavbe v kataster stavb. Objava bo v fazi dodajanja že oddana, zdaj, ker smo resetirali, ker smo naredili kompletno novo objavo, jo moramo ponovno oddati, da se nam tudi te roki začetek izvedbe začne šteti glede na tale datum objave. V primeru, da imate mejno obravnavo, ki traja več kot en dan, je treba tukaj namesto en dan vpisati število dni, koliko bo trajala ta mejna obravnava.